Pred nami so binkoštni prazniki, ko se spominjamo prihoda Svetega Duha in začetka cerkve. Apostolska dela ne predstavljajo višek moči Svetega Duha, ampak le, kar so prvi učenci doživeli po Svetem Duhu. Nikjer ni govora o maksimalnem možnem. Maksimum ne obstaja. Zgodnji kristjani niso nedosegljiv vzor. Njihova zgodba je le prvi povzetek možnosti službe po Svetem Duhu. Pavel je molil za razodetje, spoznanje in razsvetljenje oči srca, da bi vedeli, v kakšno upanje vas je poklical, kako bogato je veličastvo njegove dediščine v svetih, kakšna je čezmerna veličina njegove zmožnosti do nas, ki verujemo po delovanju njegove silne moči, ki jo je udejanil Kristusom, ko ga je budil od mrtvih in ga posadil na svojo desnico v nebesih. Dokler je bil Jezus na zemlji, nikogar ni krstil v Svetem Duhu. Danes je to njegova božanska naloga, nekaj, kar moramo sprejeti ali pa zanikamo to, kdo on je, krstitelj v Svetem Duhu. Že Janez Krstnik je napovedal: jaz vas bom krstil v vodi, on pa vas bo krstil v Svetem Duhu. Na binkošti se je izpolnila obljuba Svetega Duha. Ko je prišel binkoštni dan, so vsi bili zbrani na istem kraju. Nenadoma je z neba nastal šum, kot bi se bližal silovit vihar in napolnil vso hišo, kjer so se zadrževali. Prikazali so se jim jeziki podobni plamenom, ki so se razdelili in nad vsakim je obstal po eden. Vsi so bili napolnjeni Svetim Duhom in začeli so govoriti v tujih jezikih, kakor jim je Duh dajal izgovarjati. Moč Svetega Duha se je spustila, ker je Bog tako hotel. Sveti Duh je prišel na eni strani v religiozni svet Izraela in na drugi strani v poganski svet malikovanja različnih idolov. Moč Svetega Duha je poslana, da lahko živimo življenje, ki prihaja od Boga in nam omogoča, da je Jezus Kristus v centru našega življenja. Peter pravi, zagotovo naj torej ve vsa Izraelova hiša, tega Jezusa, ki ste ga vi križali, je Bog naredil za Gospoda in Mesija. Nikomer drugem ni odrešenja, zakaj pod nebom ljudem ni dano nobeno drugo ime, po katerem naj bi se rešili. Moč Svetega Duha razodeva Jezusa kot zveličarja, kateremu je dana vsa moč in oblast. Sveti Duh je bil izlit za aktivno delovanje na zemlji in to velja še danes. Mi se vedno zapiramo v neke religiozne okvirje, ki nas velikokrat omejujejo. Jezus pa je prišel, da prinese življenje, svobodo, moč Svetega Duha v naše življenje. Duh Gospodov je nad menoj, ker me je mazilil, da prinesem blago vest ubogim. Poslal me je, da oznanim jetnikom prostost in slepim vid, da pustim zatirane na prostost, da oznanim leto, ki je ljubo Gospodu. To velja danes tudi za nas. Molimo, da Sveti Duh s svojo močjo deluje v teh binkoštnih praznikih.